Pogosta dilema, v kateri se udeleženci ali pa kandidati NLP znajdejo, je vprašanje, h komu naj se grem NLP učiti. Seveda vprašanje je na mestu. Prvič gre za neko investicijo, ki je ni zanemarljiva, drugič gre za to, da gre za delavnico osebne rasti, ker ljudje vendarle v tej procesu nekaj povejo o sebi in je fajn, da to počnejo v družbi človeka, ki mu zaupajo in ki ga spoštujejo. Ali pa ki se z njim na nek način lahko povežejo. Torej, jaz bi tako odgovorila, poglejte, mi vsi trenerji uporabljamo določene sestavine. NLP trening si lahko predstavljajo tako kot neko restauracijo. Ko dajo vsem, ali pa kot masterchefa, veste, tekmovanje. Vsem dajo enake sestavine na voljo. Mi vsi delamo s podobnimi sestavinami. Eni mogoče imamo rajš ena področja NLP-ja, drugi trenerji imajo rajš druga področja NLP-ja. Ampak več ali manj so sestavine podobne, če ne celo popolnoma enake. Ampak vsi, ki ste kadarkoli šli v restauracijo jesti, se dobro zavedate tega, da jedilnik ne naredi jedi. Da sestavine niso tiste, ki naredijo jed dobro, povprečno, odlično ali pa slabo. Kuhar je tisti. Zato, ko izbirate NLP treninge, si izberite, vzamite si čas, pojdite nas spoznati, poglejte si naše YouTube, poglejte, če vam energija, ki jo imamo, ustreza, in se pridružite tistemu NLP trenerju, s katerim vas je energija povezala, s katerim ste videli, da ste našli eno kemijo, ki vas potegne. Ker ne odločite se prek spleta, ne odločite se na seznamu ali ne, kaj kdo od nas napiše. Spoznajte nas, pridite nas pogledati. Dobite znanje iz prve roke, dobite izkušnje iz prve roke. Midve s Suzano imava brezplačne delavnice že septembra in oktobra v Ljubljani in v Novem mestu. Več o tem, kje naj jo lahko spoznate in degustirate NLP iz najine kuhinje, pa na najini spletni strani www.focusnlp.si.